Kapelke in kapelci, obiskovalci v tu in tam, rejci konj, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli na jubilejnem 30. tradicionalnem žegnanju konj v kapelah. To je pomemben jubilej, ki povezuje spoštovanje do konj, vere in lokalne skupnosti. Žegnanje ima simbolni pomen prošnje za zdravje, varnost in dobrobit konj ter njihovih lastnikov. Hkrati pa izraža hvaležnost za njihovo vlogo v življenju ljudi, nekoč pri delu, danes tudi v športu, turizmu in prostem času. Dogodek ohranja bogato kulturno dediščino kraja, krepi medgeneracijsko povezanost in potrjuje pomen tradicije, ki jo kapele že 30-letja ponosno prenašajo naprej. Stalni gost in podpornik te plemenite dejavnosti je vsa ta leta tudi župan občine Brežice, gospod Ivan Molan, ki ga prijazno pozdravljam in prosim za nekaj besed. Ja, spoštovane konjerejke in konjerejci, gospod župnik in vsi, ki ste prišli, prav lep pozdrav in tudi jaz sem vesel, da lahko danes tu med vami. Nekako je že povedano, da že 30 let gojite to tradicijo, ki je v občini Brežice najstarejša in mislim, da je to res nekaj lepega. Konec koncem napovedovalka že povedala, kako pomembno je to za ohranjanje naše tradicije, kakor tudi seveda za ostale stvari, ki so povezane z našo nekako identiteto. Konjerejstvo seveda je v današnjih časih pomembno z mogoče drugačnega načina kot v preteklosti. V preteklosti so bili konji predvsem zato, da so pomagali ljudem pri delu, danes pa imajo konji pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju naše narave, kajti konec koncem, če ne bi bilo konjev, marsikateri kotiček naše prelepe občine, kraja Slovenije bi bil zaraščen. Zato seveda v občini Brežice podpiramo na eni strani takšne dogodke, kot je današnji, na splošno pa podpiramo tudi kmetijstvo in pa to, da hranite živali, ki na nek način seveda dajo našo občino še lepše, to pa še posebej pomembno, kajti občina je tudi turistična in vsak pride rad v urejeno turistično občino. Seveda konji so tudi tisti, ki ljudem predvsem dajajo neko dodatno energijo in pravijo, da se veliko krat konje uporabljajo tudi za razne terapije in tisti seveda, ki živijo s konjo, so tudi bistveno bolj umirjeni in pa seveda predvsem zdravi.
Sam osebno vam želim, da bi vaši konji se nekako razvijali tako, kot si želite. Vam želim predvsem, da bi seveda tudi vsi vaši načrti bili usklajeni in pa takšni, kot si želite. Vsem ob tem današnjem prazniku želim vse dobro, ob pomembnem prazniku Slovenije, takrat nas je združilo in to je tudi bila osnova, da danes lahko živimo samostojno v svoji Sloveniji, da se razvijamo, da smo lahko med tistimi evropskimi narodi, ki smo še vedno lahko med bolj razvitimi. Ob tej priložnosti seveda vam želim tudi vse dobro v letu, gospodu župniku, čeprav je že nekako danes konec božičnika, pa vse dobro za te praznike in želim seveda, da ta tradicija 30-letna se nadaljuje in da se čez eno leto ponovno vidimo. Vsem vam pa želim veliko zdravja in vsega dobrega. Hvala lepa. Med nami je danes tudi predsednik Krajevne skupnosti Kapele, gospod Ivan Borošak, ki ga lepo pozdravljam in prosim za nekaj besed. Lepo pozdravljeni na tem lepem kapelskem placu. Spet smo se zbrali, danes je malo drugačne vreme kot od lani. Lani smo imeli lepo, zdaj je pa zimsko. Čestitam društvo za tale lepi jubilej, 30 let, 30. praznovanje. Verjetno je bilo nekaj let vmes. Čestito bi tudi drugim društvom, ki se v kapelah kar udejstvujejo raznih prireditev in zahvala tudi vsem, ki kakorkoli pomagajo pri teh dogodkih. Zahvalil bi se tudi občini Brežice, ki podpira te dogodke in želim vam vesele praznike, veliko zdravja, razumevanja, sreče in srečno novo leto. Adijo. Pozdravu vabim še predsednika Konjerejskega društva Kapele, gospoda Hranca Hotka. Lepo pozdravljeni konjerejki, gosti in obiskovalci. Najprej vam želim čestitati ob dnevu samostojnosti. Letos smo pripravili že 30. žegnanje konj na dan svetega Štefana zaščitnika konj. V 90-ih letih, ko se je konjereja v kapelah prebujala, se je nekaj vaških konjarjev odločilo organizirati žegen konj na kapelskem placu. Prireditev je seveda uspela. V naslednjih letih se je ustanovilo društvo konjerejcev Kapele, ki je uspešno nadaljevalo z organizacijo te prireditve. Bilo je konjernikov od blizu in daleč, celo iz tujine. Tudi danes, ko je konjereja v zatonu, ko država nima posluha do konjev in njihovih lastnikov, je le še nekaj zavzetih rejcev, ki ohranjajo rejo. Ti so tudi danes večeri, da jih pripravili svoje konjiče in jih peljali na sprejem žegna na kapelski plac. Seveda se bi v imenu društva konjerejcev Kapele rad zahvalil za podporo pri organizaciji žegnanja konj v kapelah občini Brežice, krajevni skupnosti Kapele, realnemu orkestru Kapele, vsem dosedanjim in današnjim župnikom, ki so upravljali žegnanje in vsem donatorjem. Hvala tudi moji ekipi iz društva za opravljena dela pri izvedbi prireditve. Zahvala gre pa tudi vsem obiskovalcem, ki redno prihajate k nam v Kapele. Želim vam srečno in zdravo novo 2026, vsem rejcem konj pa veliko igravih žrebičkov in zdravih kobil. Hvala. Kapela kmetje redijo posavske konje, tako imenovane posavce. Pri nas se je izoblikoval ta tip konja na osnovi avtohtonih konj, ki so jih redili v porečju Save, z bolj ali manj nenačrtnim križanjem s konji različnih pasem, predvsem sladnokrvnimi konji v tipu belgijskega konja, ki so dobrohotni in mirnega temperamenta. Kljub splošni krizi v kmetijstvu in opaznemu upadu konjereje v širšem prostoru se v kapelah ta dejavnost še vedno ohranja. Prav predanost domačih rejcev, spoštovanje do tradicije ter povezanost krajanov omogočajo, da konjereja ostaja živa in pomemben del lokalne identitete. Žegnanje konj je zato tudi izraz trajnosti in ponosa skupnosti, ki kljub izzivom ohranja svoje korenine in prenaša znanje ter ljubezen do konj na mlajše rodove. Ob tej priložnosti bo duhovnik Gorazd Bastašič opravil blagoslov konj in njihovih lastnikov, s čimer se bo še posebej poudaril duhovni pomen tega tradicionalnega dogodka. Obred bo obogatil kot vsako leto doslej pihalni orkester Kapele, ki nas je pozdravil že na začetku. Pa naj se obred prične. Teh živali,
novih lastnikov in vseh nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Prosi za nas, Sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovi. Dragi bratje in sestre v Kristusu, dragi krajani, lepo smo se zbrali tukaj na Kapelskem placu. Danes, ko v cerkvi praznujemo praznik, v božičnem praznovanju praznik diakona in prvega mučenca v sveti cerkvi. On je bil Jezusov učenec, postavljen je bil za diakona kaj kmalu po začetku v zgodovini cerkve in je bil eden izmed 7 diakonov, ki so jih na začetku izbrali. On je z veliko vnemo pričeval za to, da je Jezus Kristus odrešenik tega sveta in da je on kot pravi Bog in pravi človek tisti, ki odpira nebesa in daje ljudem večno življenje. Z veliko vnemo je Štefan to oznanjeval in doživel tudi nasprotovanje in postal prvi mučenec za Kristusa in za njegovo pričevanje. Danes ga slavimo, danes to praznujemo in na ta dan po izročilu blagoslavljamo tudi vodo, s katero potem blagoslavljamo tudi naše domove, ko gremo po blagoslovu domov in tudi sol blagoslovimo. In s tem v zvezi je potem tudi blagoslov živali in blagoslov konj, zato ker tisto sol, ki jo blagoslovimo v cerkvi pri maši, potem nesemo domov in jo damo tudi kot hrano naši živini na našem gospodarstvu. V Svetem pismu je mnogo govora o tem, kako je Bog ustvaril svet, kako je Bog čudovito ustvaril tudi živali in kako so živali spremljevalke človeka v njegovem udejstvovanju. Pa bomo zdaj prosili Božjega blagoslova za vse te konje in za njihove lastnike in za njihovo dejavnost. Bog je rekel Nojetu, sklepam zavezo z vami in ne bom več iztrebil človeka z vodami potopa, ne bo več potopa, da bi pustošil zemljo. Vsa bitja pričakujejo od tebe, da jim daješ jesti ob svojem času, kadar jim daješ pobirajo, kadar odpreš svojo roko, se z dobrotami nasičujemo. Molimo. Bog, vse si v modrosti ustvaril, človeka si naredil po svoji podobi in ga blagoslovil, naj gospoduje živalim. Po priprošnji svetega Štefana, mučenca, te ponižno prosimo, naj te živali dobro služijo svojemu namenu in razveselijo naše življenje, da bo tebi v čas, zdaj in vekomaj. Blagoslovljeni ti konji v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Sveto mašo, ki smo jo danes darovali v cerkvi tukaj, preden smo se tukaj zbrali na placu, smo darovali za našega pokojnega župnika Vlada Leskovarja, ki je verjetno bil na večini od teh 30 blagoslovov, ki so se tukaj že zgodili na tem placu. Tako da tudi njemu čast se spominjamo danes njega pri tem dogodku. Želim v imenu vseh nas tukaj pri župniji vesel Božič vsem in lepo praznovanje, božično novoletno. Naj vas spremlja vse Božji blagoslov. Neke košarce imamo tukaj, ena je za živali,
ko jim bomo dajali jesti te blagoslovljene soli in kruha. Ta druga je pa s slikicami za ponosne lastnike teh končkov, pa naj bo znano, da zbiramo za potrebe cerkve tudi, zbiramo za en mašni plašč na čast svetemu Štefanu, da bo take lepe rdeče barve, kot je tale. Pred samim zaključkom naj se ob tem slavnostnem dogodku še zahvalim vsem obiskovalcem, sodelujočim in organizatorjem, ki svojo prisotnostjo za podporo soustvarjate to lepo tradicijo. Obenem ob dnevu samostojnosti in enotnosti izrekam iskrene čestitke ter želje po povezanosti, spoštovanju in skupni prihodnosti. Posebna zahvala gre tudi vsem sponzorjem in podpornikom, ki svojo pomočjo omogočajo izvedbo prireditve in prispevajo k njenemu uspehu. Letošnji sponzorji, donatorji, vsi, ki so kakorkoli pomagali pri prireditvi, so bili Občina Brežice, Krajevna skupnost Kapele, Mesarija Denis Krošelj SP, Gostilna Erman Župelevec, Mediteran Produkt d.o.o. Globoko, Avtoličarstvo Nataša Radonovič SP, Kmetijska trgovina Cerjak, Gostilna Penzion Les, Kafe Bar Labirint, Artisk Aleksander Rožman SP, Eko Auto Župelevec, Avtomehanika Kramer Sandi SP, Vulkanizerstvo Kuba Jelčič Andrej SP, Bar Katič, Srečko Kosina SP, Trgovina Helena Župelevec, Okrepčevalnica Štrikot Koprivc Nuška SP. Za ozvočenje se zahvaljujemo Sandiju Krušlju in za popestritev programa Pihalnemu orkestru Kapele. Ob izteku leta vam želim mirne, tople in vesele praznike, srečno, zdravo in uspešno novo leto, polno dobrih misli in skupnih dosežkov. Hvala, lep dan še naprej in nasvidenje. Še mislim, da to